Malični kotiček z Diano na Temi Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes vam preberem tole z naslovom Eko papirko. Napnite ušesa in ji prisluhnite. Pravkar izdelanega papirka so postavili pred vhod v tovarno. Vanj so metali vse vrste papirja, od navadnega do časopisnega in ovojnega. Čeprav je stal na prepihu, se ni pritoževal, kajti razen tega, da se je zabaval ob prebiranju starih novic, drugega dela ni imel. Pravzaprav se je kar malce dolgočasil. Vse dokler v tovarno ni pripeljal velikanski tovornjak, do vrha naložen z vitkimi drevesi in jih stresel pred stroje z ostrimi zobmi. Oj, se je zgrozil papirko, ko so ti začeli rezati, cefrati in drobiti. Tole mora pa pošteno boleti. Stegoval je vrat, da bi videl, kaj se dogaja v notranjosti tovarne. Morda se bodo spremenili v lesene police, mize ali pa garderobne omare, je ugibal in se skušal malce premakniti. A to je bilo lažje reči, kot storiti. Potrpežljivo je moral čakati na prepih, da se je lahko prevrnil. Potem je moral spet čakati, da so ga postavili na noge. In še dlje časa je trajalo, da so ga končno prestavili v tovarno. Koliko strojev, se je čudil, ko se je malce razgledal. In kako ogromni lonci! Zagledal je tudi velikanske valje, gumijaste in papirnate trakove ter sušilne in likalne stroje. In iz likalnih strojev je prihajal papir, se je začudil papirko. Hitro je pograbil star časopis in z njim razburjeno pomahal proti ropotajočim strojem. Hej, je skušal vzbuditi njihovo pozornost. Za vas imam star papir, je kričal. A stroji ga niso slišali. Ropotali so dalje, kot da jim je vseeno za papirka in za star papir, ki ga je zbiral. Me slišite, se je trudil še naprej. Ni vam treba rezati dreves, lahko vam dam star papir, je bil skoraj ob glas papirko. A namesto odgovora ga je nekdo prav grdo zgrabil za vrat in ga prestavil na zares zastrašujoče mesto. Ne pusti me tukaj, je ponižno prosil papirko, ko so ga postavili na vlažna tla. A imel je srečo, saj je nekaj trenutkov zatem mimo prišla prijazna gospa. Vanj je spustila pisarniški list in ga prestavila na suho. Papirko si je globoko oddahnil in se hitel pretegovati, da bi si posušil mokro zadnjico. Medtem je kukal na popisan list. Papir je ena izmed snovi, ki jo je najlažje predelati in jo ponovno uporabiti, je pisalo na njem. Papirko je hitro bral dalje. Nekatere vrste papirja lahko predelamo tudi po 7-krat, je pisalo. Za tono papirja je potrebno posekati 17 malih in 2 veliki drevesi, je bilo napisano črno na belem. Dalje ni mogel več brati. Poslušajte, je zdaj z listom mahal proti strojem. Tukaj vse piše, poslušajte, je krilil z rokami. Ob misli na podrta drevesa, ki ne bodo nikoli več dajala kisika, ga je pričelo kar dušiti. In ko je od razburjenja lovil sapo, je izza vogala nenadoma prihrumel prepih. Prav tisti, ki ga je prevrnil pri vhodu. Zdaj mu je iz rok iztrgal list in ga odpihnil v stiskalnico, ki je imela v tovarni glavno besedo. Kako? Je zazijala od presenečenja, ko je videla, kaj na njem piše.
Za stiskanje starega papirja bi porabila pol manj časa in energije, je prebrala. Stoj, 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 je glasno zahtevala. Stroji v tovarni so pri priči utihnili in ji prisluhnili. Z recikliranjem samo 1 kilograma stare papirne embalaže lahko prihranite pol drevesa in 40 litrov čiste vode. Z recikliranjem starega papirja lahko občutno zmanjšate onesnaženost vode. Z recikliranjem starega papirja lahko občutno zmanjšate onesnaženost zraka. Tako je brala in brala, dokler ni prebrala prav vsega, kar je bilo zapisano na listu. In ko je končala, je globoko zajela sapo. Odslej bomo predelovali le star papir, je ukazala. Tudi po 7-krat, če bo treba. Stroji so drug za drugim odločno prikimali. In tako se je zgodilo. Pred smrtjo so rešili ogromno dreves. Vse po zaslugi papirka, ki otrokom prijazno prigovarja, da zbiranje starega papirja drevesom življenja podarja. In preden zatisnete oči, naj vam povem še tole. Papir so izumili na Kitajskem. Povpraševanje po papirju se je močno povečalo v 15. stoletju, ko so izumili tiskarske stroje. Za izdelavo papirja lahko uporabljamo tudi bombažne, lanene in konopljine krpe. Osnovna surovina papirja je celuloza, ki jo pridobivamo iz lesa. Ekološki ali reciklirani papir je narejen zgolj iz predelanega starega papirja. Z zbiranjem starega in odpadnega papirja prispevamo k zmanjševanju onesnaževanja zraka in vode ter ohranjanju dreves. Ali veš, da lahko čisto sam izdelaš ekološki papir? Potrebuješ časopisni ali drug odpadni papir, posodo z vodo, moko, mešalnik, sito za papir, krpo ali drugo tkanino in likalnik. Le mamico in očija poprosite za pomoč in z napotki iz knjige lahko izdelate čisto svoj papir. Ne pozabite na besede papirka, ki vsem nam prijazno prigovarja, da zbiranje starega papirja drevesom življenja podarja. Tega nikar ne pozabite. Zdaj pa hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in sladke sanje.